Kakšen bo nov volilni sistem za volitve v občinski svet, 3 ali 1 volilna enota? Spoštovani občani in krajani vseh krajevnih skupnosti v občini Idrija. Se kdaj vprašate, kako izbor občinskih svetnikov vpliva na prihodnost in razvojne perspektive občine Idrija, na določanje prioritet ali na skrb za urejanje skupnih potreb v lokalnem okolju? Je teritorialna zastopanost v občinskem svetu res tisti edini imperativ, ki daje občutek, da je slišano tako mesto kot podeželje? Kaj sploh sodi pod pojem glas mesta in kaj glas podeželja? Je to oseba, ki stanuje v drugem kraju, nekdo, ki se preseli 10 km iz mesta, interes političnih strank ali zgolj imeti vpliv na delo župana? Katere so tiste razlike med mestom in podeželjem, ki jih lahko premoščajo edino svetniki s svojim glasom in zastopanjem krajanov, predvsem v odvisnosti od svoje hišne številke? Ko govorimo o enakosti volilne pravice občanov, je ta splošna in enaka. Na strokovno in pregledno zastopanje interesov krajanov vpliva več dejavnikov in na odločitve svetnika in na njegov glas ima verjetno še najmanjši vpliv prav njegova hišna številka. Občutek krajanov, da podeželje ni slišano, je predvsem v manku razprav in v manku preglednosti pri oblikovanju rešitev, ki jih predlaga župan. Svetniki rešitev v obliki zahtev za sprejem odlokov, pravilnikov in določanju prioritet žal ne podajajo, pa bi jih kot zastopniki krajanov lahko. Da podkrepimo trditev, je tukaj naš primer pri spremembi odloka o komunalnem prispevku, kjer smo uspeli prepričati župana in svetnike, da so potrebne olajšave za podeželje in podporo kmetijstvu in gostinsko-turistični dejavnosti. Naš predlog ni bil oblikovan zaradi delitve na podeželje in mesto, ampak z zavedanjem, da je potrebno omogočiti lažje ohranjanje in razvoj teh dejavnosti v občini Idrija. Skozi razprave sveta bi se lahko oblikovala stališča do dela župana in posledično do zahtev po bolj načrtnem in usklajenem planiranju, ki bi vsem krajanom ne glede na kraj bivanja omogočil vpogled, kako se izvaja enakomeren razvoj celotne občine Idrija. Tega občutka ni, ker te analize ni, kar delno onemogoča razpravo o tem, kako zastopstvo krajanov v obliki 3 volilnih enot vpliva na sam razvoj občine kot celote. Ceste bi bile še en dober primer, kako svetniki opravljajo svoje zastopstvo interesov krajanov, a kaj bi o tem? Ukolikor je zgolj svetnik tisti odločujoč glas zastopanja krajanov, je v listi odgovorni dozorela ideja, da moramo ta glas opolnomočiti s strokovnostjo in z odgovornostjo. V listi odgovorni za občino Idrija smo zato pripravili vsebinsko analizo in primerjavo za volilni sistem z 1 ali 3 volilnimi enotami ter ocenili, da bi ureditev z 1 volilno enoto omogočila začetek drugačnega delovanja občinskega sveta, usmerjenega v strokovnost, povezovanje in v razprave o prioritetah v korist celotne skupnosti in ne zgolj doseganje koristi posameznih delov skupnosti, ki se tako ali drugače uspejo prilagoditi interesom župana po deljenju proračunskih sredstev. Podeželje in mesto kot celota, ki lahko diha skupaj in neko bojno polje, ki je politične stranke in svetniki veliko obljubljajo, hkrati pa je izplen za krajane bolj ali manj dosegljiv zgolj skozi sito parcialnih interesov. Omejitev volivcev na volilne enote je politična obrt v interesu posameznikov, ki pa ima z vidnim razvojem v zadnjih letih premalo skupnega ali pa ima celo nasprotne razvojne učinke. Omejitve in politično uokvirjanje volivcev je del politike, ki deli in ne del politike, ki zastopa in združuje. Se je možno pogovarjati o zastopanju krajanov brez hišnih številk in preseči ta občutek delitve na mesto in podeželje? Naš razmislek o spremembi volilnega sistema v 1 volilno enoto je predvsem v sprejemanju tega občutka, da gre za najširšo enakost volilne pravice vseh občanov in za večjo moč glasu, ki bi vsebinsko poudaril večjo odgovornost vseh izvoljenih svetnikov in lažje doseganje soglasja podeželja in mesta za oblikovanje jasnih in razvojnih prioritet razvoja celotne skupnosti. Za pregled stanja in za razpravo z drugimi svetniškimi skupinami smo oblikovali stališče, ki ga javno podajamo. V času trajanja obravnave do končnega odločanja o odloku pa bomo občanom predstavili tudi vse ključne vidike in prednosti 1 volilne enote. Gre za odlok v širšem javnem interesu, zato vas vabimo k seznanitvi in k podajanju mnenj in komentarjev.